večer oziroma dober dan, kakor za koga. Glede na to, da sem radijski voditelj, mi ne zameriti, če bom včasih malo tako hecno pogledal, ker sem navajen, da sem v studiu sam in je tole pač precej več občinstva, kot ga jaz vidim. Ne? In čez čas človek izklopi tiste, ki so na drugi strani zvočnika in potem imaš občutek, da se malo sam s sabo pogovarjaš in ja, ne bomo preveč na to temo, ampak res sem vesel, da sem dobil tole vabilo in čas, da se lahko z Davidom tukaj pogovorim. David, živjo. Živjo, hvala za vabilo in hvala, da ste prišli. Ja, hvala, da ste prišli, res lepo vas je videti v takem številu. Na literarnih večerih ponavadi ni tako, da bi se moral trgati za stole, ne? Ampak se očitno trendi spreminjajo, kar je res lepo videti. Ja, za kar si zaslužen tudi ti, David, ne? Čestitke za uspehe, ne, ki jih žanješ s to knjigo. Je res neverjetno, mislim, tako z enim očesom sem te gledal že nekaj časa, ampak to je pa kar neverjetno. Ne? Ja, hvala. Je bilo tudi meni zelo lepo presenečenje, čeprav se mi je zdela aktualna tematika, pač nisem pričakoval tega in tudi takih polnih dvoran ljudi lepo videti, pa lepo vedeti, da se knjiga bere, no. To je tisto, kar ti največ pomeni. Ja, prej sem rekel Davidu, da najboljše vprašanja šparam za pol, tako da se ne smejo preveč pogovarjati, preden prižgemo mikrofone. Ne. Tudi ta moja priprava na intervju oziroma na ta večer je bila taka, kako bi rekel, raztresena, ker človek začne malo študirati svojega gosta, pa ponavadi je moj proces tak, da vrtam v globino, iščem res neke, ne vem, berem diplomske naloge, iščem pač neke odtise digitalne od človeka, ki jih je včasih malo težje najti ali pa res mogoče ne brska glih vsak po teh stran po teh interneta, ne, ampak pri Davidu je to ravno nasprotno, ne, ker pač David je odprta knjiga na spletu, pač njegovih objav je nebroj, izberi si omrežje in David je tam, ne samo da je tam, pač David rastura. Tako da David, če ne veste, ne samo da piše knjige, je pač specializant infektologije, oče, potem pa še podcaster, oziroma kako se temu reče, pač mojster podcastov, ki je tudi zdaj presegel si koliko 100 000 poslušanj. Ne? To je tako neverjetna številka za slovenske razmere, ne? Pa za en podcast, ki ni, da bi tako rekel, na prvo žogo. Ne? Res, se dotikaš ljudi z neko avtentičnostjo in imaš vsebine, ki so definitivno koristne za vse nas. In očitno je tudi ena lakota, ena žeja po takih vsebinah v Sloveniji in ja, to se vidi. Zdaj pa da nam je preveč na dolgo in široko razlagal, grem kar pogledati ta svoja blazna vprašanja. Zdaj pa, ja, prinesel sem en izvod knjige, to je bil zelo velik problem, ne? Ker ja, pač med to pripravo sem tudi ugotovil, da ne bo tako enostavno priti do njegove knjige, ker ja, v knjižnicah pač so oddane in rezervirane. Ko sem šel na spletno stran, je tudi pač knjiga bila pač razprodana, vse je takoj pisalo na tisti spletni strani, na katero sem šel. Ne. Tako da sem moral kar ene par kolegov poklicati, da sem dobil eno, ki ni bila v obtoku izposojena tako med prijatelji. In ja, se moram kar zahvaliti, da jo imam tukaj v rokah. No. Dal sem jo na displej, zato da boste lahko občudovali tudi tole naslovnico, s katero sem se barvno uskladil, zato da bo danes res vse tudi vizualno odlično izpeljano. Ampak ne morem pa uporabljati zdaj te knjige kot stojalo za svoj telefon, tako da se opravičujem, ker tole mogoče ne zgleda najbolj profesionalno, ker bom telefon držal v roki. No. Ampak ja, glede na to, kako so res te teme široke in raznolike, so tudi moje vprašanja mogoče kdaj begajo z enega polja v drugo in upam, da ti tukaj ne bom preveč enih možganskih salt povzročal. No. Tako da če začneva, recimo da pri začetku tega mojega seznama, ja, ker se mi je prva stvar, ki mi je padla v oči, ne, da so v bistvu praktično, mislim, da sva pač pripadnika iste generacije. Ne. Kako bi ti definiral, recimo, svojo generacijo? Je to težko vprašanje? Ne, zdaj razmišljam, kaj mi najbolj pade v glavo, če rečeš moja generacija, in zdaj nadoma razmišljam bolj otroštveno, ne vem zakaj. Tako, mogoče tista kepica sladoleda za $100, ki je bila
lih 20 dni mojega življenja, se mi zdi, sem preživel v tem času. Drugače pa mislim, da smo mi ta ena zanimiva generacija, ki je dala par takih zelo velikih sprememb v življenju čez. Ne. Od najbolj takih, kar si predstavljam, je recimo internet. Iz tega, da smo razmišljali, da to nekoč bo, od tega, da se je tisto povezovalo pa piskali, pa do tega, da imamo zdaj vse na dlani. In kot si rekel, se tudi mi pojavljamo marsikje, točno to, kar si ti rekel o mojem delovanju na spletu, vem, ena sodelavka specialistka zafrkavala o tem, da sem povsod, in pol naslednji dan mi je poslala sliko svojega kaselca, ki je bila revija Ljubljana, in tako moj obraz je ven gledal in je napisala: enkrat mi boš skočil iz hladilnika. Tako da se mi zdi, da smo generacija, pri kateri se je zelo veliko stvari spremenilo, no. Je pa najbrž vsak zase tudi to nekako doživljal na ta način. Ja, zdaj to, kar si rekel, ne, da pač si povsod, je na nek način zlato runo ali pa tisto res nedosegljivo, po čemer stremijo mnogi na teh spletnih omrežjih, ne, ki pa proizvajajo vsebine, v bistvu samo, njihove vsebine so res narejene samo s tem ciljem, ne, torej kaj bom zdaj objavil, da bom ohranil ta rating, ki ga imam na spletu, ali pa da bom dobil kakšno točko, ne. Ti pa, ne vem, kako razmišljaš recimo, ko pišeš eno objavo, razmišljaš sploh o tem, kakšen bo odziv, prilagajaš recimo svoje vsebine neki všečnosti, ali si res David čisto povsod in ja, vedno? veš kaj, tle je ena taka zelo razbremenjujoč občutek oziroma tak svoboden občutek je to, da vseeno ta splet in Instagram in to ni moja služba. Jaz imam pač službo, hodim v klinični center, relativno redno celo, in sem tam veliko tudi vikendov, noči in pač poleg tega objavljam na spletu in nikoli se ne skrbim, mislim, ker ljudi dejansko, ki to delajo, skrbi padec tega riča, ne, koliko ljudi me vidi, koliko me bo hotel kdo najeti, ker pač manj ljudi je, manj denarja, manjša plača in tako. In to, da te to ni treba skrbeti, da jaz lahko objavljam ogromno stvari, lahko objavljam čisto svoje stvari, lahko zginem za 2 tedna, če mi paše, je res dober občutek. Ne. In to je tudi nek način, da ohranim neko pristnost, da mi tudi ni treba nekih sodelovanj sprejemati, ni mi treba skozi nekih reklam kazati, tako. In to mi zelo paše. Seveda, ko malo padeš v ta sistem Instagrama in to vidiš, da se da zelo manj truda dobiti več denarja in potem tako začne malo mikati, ne, a bi jaz res v ta klinični center še kdaj hodil. Pa moraš malo te svoje prioritete nekako pretehtati konec koncev. Tudi o internetu ne bi najbrž toliko zanimive knjige napisal in so tudi te izkušnje nekaj takega te gradijo. Tako da ja, jaz kar, če ti odgovorim, probam ostajati pristen, no, in sebi zvest. Zdaj še ena stvar, ki se mi zdi, da je zelo, da se je zgodila v bistvu, mi da smo pač odraščala v tem svetu, ne, spremenjajočem, ja, internet se je razbohotil vse pore našega življenja, ne. Tisti, ki je takrat na začetku rekel, zdaj se mi zdi, da sem bral neke, mislim, da celo, se pa ne moram spomniti točno, kdo je imel izjave o tem, kako daljnosežen bo internet, recimo konec 90-ih, ko je bilo to tako, ok, ja, pač seveda, ne. Jaz se spomnim, da sem prišel v stik z internetom, ali pa recimo internetom na telefonu, ne, to se mi zdi, da je bila še ena taka prelomnica, ne. Res, ko so bili tisti prvi telefoni, ko so se lahko povezali na VAP, takrat to še ni bil prav internet, ne, mislim, je bil, ampak tako zelo omejen, ne. Nobenih slik, samo tekst in tako naprej, ampak že takrat se je kakor en tak premik zgodil v meni, sem videl, da pismo, jaz sem v bistvu računalnik skozi v žepu, ne. Lahko sem v vsakem trenutku povezan pa s komorkoli po svetu, ne. To je res ena taka ogromna sprememba, ne, in ko si človek misli, ok, čez desetletje, 2, bo to res povezalo svet, ne, nas bo naredilo pametnejše, močnejše in tako naprej, ne. Kaj imamo od tega je, ok, dobro, pač mogoče ni vprašanje za ta večer, ampak kakšen drug. Dvorezen meč. Ja, definitivno izraz, ki ga iščeš. dvorezen meč. No, ampak kar sem hotel reči, da vseeno pač ti nastopaš na vseh teh svojih omrežjih do ljudi, torej prideš v njihove spalnice, si v njihovem žepu, v njihovi dlani, ne, v njihovih ušesih in tako naprej. Ogromno ljudi ima s tabo nek odnos, ki je pa pač enostranski, ne, mislim, seveda dobiš ti komentarje in tako naprej, ampak še vseeno, ne, so s tabo v zelo, zelo bližnjem odnosu.
Mislim, s kakšnimi sporočili se polni tvoj inbox? Kaj ti pišejo ljudje? Pridejo kdaj kakšna taka bizarna sporočila, da si pomisliš, tukaj pa ne bom sploh odgovarjal? Ja, pridejo sporočila, ki jih ignoriram, ali ker nimam časa za tako dolgo neko refleksijo, ali ker so neke medicinske nasveti, v katere se ne morem poglabljati. Par dni nazaj mi je nekdo poslal sliko EKG-ja, če mu pomagam, si mislil infektologu, si poslal sliko EKG-ja po spletu, a hočeš umreti, tako da pač take stvari ne odpisujem. So pa, mislim, ta del sporočil, ta del feedbacka je tako en najlepših stvari tega influencerstva, ker mene je zelo skrbel takrat v COVID času, med drugim, da bom dobival same grozne te anti-vax sporočila in graje in žaljenja. V bistvu tle dobim jaz toliko lepih stvari, tako čisto poljubno, kdaj med službo pogledam telefon, pa mi nekdo pošle, ne vem, sliko knjige, ta del je ful v redu, ali pa hvala za tisti podcast. Mislim, tako čisto take zelo lepa komunikacija in tudi veliko sem se naučil, dobivam predloge za goste, predloge za objave, predloge za vse to in je pa to res, kar si rekel, jaz v bistvu, če imaš ti neko predstavo delaš ali pa, da bi imel tako vsak dan tak dogodek, priješ na oder, vidiš publiko, nekaj delaš, oni ti ploskajo, čutiš si nek famous, nek famič in to pa pač ti si doma, telefon imaš, nekaj posnamaš, tam so sicer neke številke, 1000, 5000, ok, ampak nimaš tega občutka in po pridem v službo, tam sem eden izmed, seveda v marca to uniforma delati in po mi je vedno, pridem pa na kakšen tak dogodek in mi nekdo reče, a se lahko slikam s tabo, mislim, sliki se, kaj pa je fora, mislim, tako, res mi je tako čist nek drug svet se mi odpre, ok, a veš, te ljudje pa, kad si rekel, recimo, lahko me že 2 leti spremljajo, jaz tega v resnici ne vem. Tako da je po eni strani to zelo luštna izkušnja, po drugi strani je pa ta prizemljenost klinike pol tudi dodana vrednost. Ja, zdaj pač se mi že zdi, da bo večji del tega pogovora namenjen tudi upravljanju časa, ker tukaj se mi zdi, da si naš idol. Tako da, in vem, da o tem govoriš tudi na razne načine, ampak vseeno, bomo prišli nekako do dna, kako Davidu uspe pač v enem dnevu narediti toliko različnih stvari, pa da je potem še spočiti. Tudi spanje, ena taka zanimiva tema, ki se večkrat lotevaš v svojem podcastu. Ti misliš, da sem spočit? No. Tvoja prva napaka. Deluješ kot da si, tako da. Sem pa prekršil eno od načel, ki je bilo zadnjič v tvojem podcastu o spanju. Tvoja sogovornica lepo povedala, da mislim, da 6 ur pred spanjem ni fino, da spiješ kaj kofeinskega, tako da preden sem šel, sem spil eno tako res radijsko kavo. Ampak je pa tudi, da je na nek način to iluzija, da imamo občutek, da smo bolj budni, ampak ni nujno, da bolje funkcioniramo. Ja, to je ena zanimiva stvar glede kofeina, da te zbudi ta občutek, da si, kot si rekel, bolj lažje upravljaš neke vsakdanje banalne zadeve, ni pa izboljšanja pri kompleksnejših nalogah. Tako da bom ostal pri pač enostavnih vprašanjih danes. Ta pogovor enostaven, ti bo šlo bolj. Ne, če vmes kot izpraševalec bolj, imam recimo vsaj en izgovor. Ampak ne, res se mi zdi, da to, kako ti uporabljaš svoj čas, je res navdihujoče. Zanimivo mi je tudi, da ko sem slišal, da si gamer, da igraš igrice še vedno. Kako ti še to uspe? Ja, zdaj mi ne, v resnici to mi pa res ne več. To je tako, jaz sem bil, kot si rekel, gamer, zelo sem igral računalniške igrice, imel sem Nintendo Switch, pač ogromno enih celo skupnost igrc. In pol s tem, ko sem v bistvu nehal, sem si odprl tako 3-4 ure dnevno. Tako da to je bil prva zmaga. In tudi, ko sem jaz to knjigo začel pisati, je bilo še obdobje, ko nisem še imel otroka in sem imel še ta gaming računalnik in pa sem rekel, grem malo pisati in pol tako je tista misel, ne, vsak mora malo počivati, grem jaz malo igrati, moram se razbremeniti, ne more vsak sam delati in tako. No pa je se rodila tudi hčerka, pa je začela celo se plazati, računalnik je bil na tleh, gumb za izklop je bil tak velik rdeč, ni bilo več možnosti sploh tudi, če bi hotel. Tako da sem nesel računalnik v klet in napisal knjigo, v bistvu, to je bila to direktno sosledje. Ta time management pa, glej, v resnici tudi jaz ne vem, razen to, da imam zdaj že res tako skoraj na uro na dan razporejen, kje bom in kdaj bom. Vključno z, ne vem, igro za tamalo, pa z prehodi pa to. Zelo se vse sesuje in zaplete, če zbolimo,
kar se zgodi iz vrtca, pridejo stvari, ki jih infektologi nismo videli v življenju. Res, jaz toliko bolan še nisem bil, kot zdaj, ko sem imel otroka, pa sem imel že meningitis, pa bil sem v Zambiji, pa ne, ampak to je noro, kaj oni dobijo domov. In mi je pa na to vprašanje težko odgovoriti ponavadi, no, ker nimam nekega pravila, razen to, da nekako ne namenjaš preveč časa distrakcijam. Jaz v resnici recimo filme, serije rad gledam in jih praktično ne. No. Mene razbremeni branje, razbremeni me biti hčerko, razbremeni me pisanje, tako da lahko to delam na mesto. Da recimo, in tle je ta tudi neka cona, ki jo ljudje rabimo nameniti zapravljanju časa, gledanju televizije, igranju igrc, ne vem, čemorkoli, kar mogoče ni produktivno, ampak zdaj vprašanje, ali bo ta cona 30 minut ali bo 3 ure, ne, ker jaz sem pač lahko 3-4 ure igral igre brez težav, ne, tudi več. Tako da nekako ne gre za to, da si vzameš čas, moraš si ga prerazporediti, ker ga imamo v bistvu vsi enak, ne, moraš jesti, moraš spati, moraš pač iti v službo. Zdaj pri spanju pač neprostovoljno šparam zaradi otroka pa zaradi službe. Se mi zdi, da pač tukaj nikoli ne bi se, jaz recimo si nikoli nisem dal budilke zjutraj, da bom pisal ali pa da bom, ne vem, šel na podcast snemati, to pač ne. Tako da pri spanju se mi zdi, da se ne špara, pa gledaš, kaj lahko režeš. Ena stvar, ki se mi zdi, da jo veliko delamo, pa lahko zelo veliko časa dobiš, je to scrollanje po telefonu, ne, tisto, ki v bistvu ne veš, kaj bi rad pogledal, ampak odpreš neko aplikacijo in pol scrollaš. Prosti tek po zaslonu. Prosti tek po zaslonu, tako, to je beseda, ki sem jo iskal. No. In to, mislim, internet je zdaj narejen tako, da je to v bistvu neskončno mnogo se ti, včasih si vsaj prišel do konca, pa je pisal druga stran, pa si mogel klikati, ne, grem naprej ali pa ne. Zdaj pa to se odpira, to se kaže in novice in vse so narejene, da te pritegnejo in moraš biti kar močen. No, tako da mislim, da če telefon malo odložiš, je to že ena velika zmaga za čas. Ja, zdaj, mislim, pozornost je definitivno edina valuta, za katero se vsi borijo, ne, ker dejansko je tisto, pač čas edini tisti, ki je nekaj vreden. Nekje sem zdaj prebral dejansko v eni knjigi, da je, ko rečemo, Facebook je zastonj za nas, ne, Instagram je zastonj, da v resnici ti svojo pozornostjo plačuješ, da oni niti ne gledajo več, koliko ljudi je recimo prijavljenih gor, ampak koliko ur je bilo gledanih, ne, ker to zanima pol advertising. Ti v bistvu svojo pozornost daješ njim v zameno za njihove zadeve in s to pozornostjo oni plačajo reklame, pač, in to je velik denar, tako da nekaj vedno daš. Ne, drugače za vse, ki pač imate tudi težave s tem scrollanjem, ne, obstajajo tudi aplikacije, ki ti onemogočijo, ne, pač vem, da na Facebooku potem lahko parkrat zadrsaš, ampak te ustavi in ti da eno tako opozorilo. Ja. Ampak no, če pustimo tole ob strani, pa vseeno te igre računalniške igre se pri tebi oziroma v zvezi s tabo omenjajo tako bolj postransko. Ampak meni se zdi pa, da mogoče pa je nekaj na tem, ne, da mogoče je pa to tista tvoja skrivnost, ker če si predstavljamo, pač imam neko analogijo iz čevljarstva. Mislim, da če pač ti čevljar ne redi malo premajhne čevlje, ne, da ni konec sveta, ker se da še vedno te čevlje malo raztegniti. Ne. In mislim, da se jih zmoči, pa potem da on pač noter eno malo večje kopito in potem mora to nekaj časa pač tako, lahko še malo raztegnemo. Ne. Tako da tudi teh 24 ur... Več čevljev sem to delal. Ja, tudi teh 24 ur se da mogoče z neko dejavnostjo, ki je zelo tako, ob kateri se mogoče počutimo krive, ne, ampak roko na srce pač vsi počnemo vsak dan kakšne stvari, ki pač gre čas pač v zrak. Ne. In o tem kvalitetnem lenarjenju se bo potem pogovarjala, to je čisto druga stvar. Ne. Mogoče ja, je to ta čas, ki nam pač omogoča, da vseeno nekaj časa prihranimo zase za takrat, ko ga bomo res potrebovali. Ne. In ja, ti si očitno to rezervo potem s pridom ponudcev. Dobro, da si imel, če si predstavljaš recimo, da prej ne bi igral iger, ne. Kje bi dobil 4 ure. Ja, tako, evo, tako da, ne. To je dejansko... Na koncu je vprašanje to, ne, kaj ti želiš narediti s svojim dnevom, ne, ta trenutek. In tudi lahko da si delal zdaj 3 mesece, lahko da imaš zdaj dopust, lahko da pač hočeš postati top 10 v tej igrci. Ok, mislim, najbolj, ko se ti odločiš za to in stojiš za tem in veš, zakaj si se to odločil, je to čisto drugo, kot da ti nekaj začneš delati in pa imaš še slabo vest. To je meni ta slaba vest, to je meni najbolj neumna stvar, ki obstaja.
če meni reče žena, deva biti malo skupaj, pa jaz rečem, ne, hočem igrati igrice in pol igram in vmes se sekiram, joj, mogo bi biti z njo in pol niti ne uživam v tej igrici, ona me nima, ne, nič noben ni zmagal. Tako da dejansko se odločiš recimo, kaj bi jaz s svojim časom. Jaz bi recimo rad bil dober zdravnik, rad bi bil dober oče, da me hčerka z mano čim več, pa si rečem, zelo uživam v tem, da objavim podcast, včasih mi gre narobe, se težko najdem čas, bom najdel nekako, zelo rad bi napisal še eno knjigo, če ne možno še letos, zelo rad bi in ti Čisto skromni cilji, ne, tako, ja, tak, posadil drevo, ne, in tako. In pol nekako, ko se to odločiš, ti je pol dosti lažje stati za tem, kot če te sam neki okoli odnaša, če lahko tako rečem, ne, te odnese malo na televizijo, mogo bi se učiti, bereš 20 minut, jaz rabim pauzo, se malo ležeš, joj, kaj pa ona serija, greš na televizijo, ne, to pa nekako pa kar naenkrat je noč in vidiš, da se slabo počutiš. Tako da je pa to, kar si rekel, ne, to gledanje v luft, jaz to blazno podpiram in tudi to prakticiram. Mogoče ne toliko, ni tako, da več ur dnevno lenarim, ampak se mi zdi, da ne moreš biti nikoli stalno produktiven in tudi če koliko jih kdaj ustvarjajo ali pa karkoli delo ve, da veliko idej pride, ko ti ne razmišljaš več o tej zadevi. Tudi moja ideja za naslov knjige, jaz sem pač bil, ne vem, 2 meseca pred oddajo ali celo 1 mesec in nisem še imel naslova. In lahko bi na 2 načina pristopil, lahko bi si naredil neko tablo, pa brainstorm, pa to, pa kaj bi noter, a bo to, a bo več besed, a bo ena, kaj bi zdaj, pa bi tam neki črtil, pa še koga vključil. Jaz sem pa rekel, in jaz sem to zdaj nek tak odnos do svoje glave že razvil, da sem se rekel, ok, jaz se bom to spomnil. Pač enkrat bo prišlo nazaj. Ne? In to je res, ne, v bistvu naši možgani, to je ena super knjiga, Inkognito, Prikrito je tudi prevedena od enega nevroznanstvenika, ki piše o tem, da naši možgani ves čas analizirajo stvari za nas, ki jih mi ne dojamemo. Ne? Kako lahko ti rečeš nekomu, kako je že ime tismu tvojemu prijatelju, pa on reče, joj, ne vem, ne spomnim se, pa ti rečeš, a je Martin, pa on reče, ni, pa to, kako veš, da ni, če ne veš, kako mu je ime. Ne? On ima to informacijo nekje, sam ne more do nje in pa se pogovarjata naprej in on, veš kaj, Janez je, kdo je pa zdaj to razmišljal, če si se ti z mano pogovarjal. In to je ta ful zanimiv del spodaj. In jaz sem tudi posebej bil na sprehodu, z Ester sem bila z vozičkom in jaz njej, kaj pa življenje v sivi coni. Čistko, slučajno so možgani tako analizirani, so mi ponudili eno opcijo in jaz sem bil tako, thanks, ta je v redu. Ne. Tako da dejansko tudi, ne vem, ta veliki Goethe je rekel, da trpljenje mladega Wertherja, on napisal tako, da je držal pisalo in se mu je roka premikala. Da on sploh ne ve, od kje je to, on je pač zdaj podpisan, ampak da to je bila neka notranja, to je tako zanimivo. Tako da, kdaj je fajn narediti pauzo, iti v tuš, iti ležati in pa se kdaj kar malo spomniš kaj v življenju. Ne. Tudi Tesla je imel ene par takih breakthrough-ov. Ja, pri teh velikih možeh, ne, in ženah je res zanimiv pač ta njihov proces, ker včasih je že mogoče malo zadeva tudi napihnjena, ne, seveda pač, ker se iz vsakega v stoletjih ustvari neke vrste brand in potem pač zdaj ustvarjati kot Da Vinci, ne, spati kot Da Vinci in tako naprej, pač mogoče ni pot do tega, da pač razsvetliš svoje možgane. Ne. Ampak če zdaj nadaljujem, mogoče še eno imam povezano s to igro, ne, ampak pač bo se pogovarjala o nečem drugem, ampak še kot istočnica mi je pa res fina. Ne. Ko si v svojem podcastu omenil, da v bistvu si na nek način ti računalniško igro zamenjal za pač igro življenja, ne, in si začel graditi nek svoj lik, ki si ga prej gradil v igrici, ga pač gradiš zdaj v resničnem življenju. Ne. In sem si tako mislil, ja, ne, sej na nek način vsi znamo tudi stopiti en korak nazaj pa pogledati sebe, ne, kot ne vem, osebo in kritično oceniti, ne, kje bi pa mogoče se dalo kakšno lastnost izboljšati, nadgraditi in tako naprej, ne, ampak dobro, če naredimo potem še en korak naprej, pa res to potem pridno izvajamo vsak dan, ne, odkot pride res tista volja, da pač se ne zlomiš, no. Mislim, a gre za to, da ne vem, si dober pri spreminjanju navad, ne vem, kako recimo se hitro znebiš kakšne slabe navade ali pa pridobiš dobro? Ja, to ni zelo lahko odgovor, no, na to vprašanje. Kako zdaj recimo, da se ti odločiš, kot si rekel, v igrici imaš nek lik in pa mu izboljšaš moč in pa mu izboljšaš nek ščit in pol je on hitrejši in pol je boljši in pametnejši. In zdaj,
Pa najbolj logično je, se sliši, če zdaj rečeš, bom jaz to oseb delal, ne, v svojem življenju, super, ne, ampak to ni zdaj 1 uro igrice, to je 4 leta fitnesa, ne, da se bo tam nekaj poznali. Tako da, kako se zdaj spraviti? Zdaj jaz imam par stvari, ki jih upoštevam pri teh motivacijah in pri navadah. Prva je, da vedno točno vem, zakaj to želim. Da ni tako, ne vem, vsi se mažejo s kremo pred spanjem, bom še jaz zdaj to vsak večer delal in pol to delaš par dni in pol pozabiš in pol si tako, zakaj sem to sploh hotel? Ali pa vsi hodijo teč, jaz bom tudi in pol tam si zadihan in si tako, kaj pa je fora tega teka? Se pravi, ti rečeš, ok, jaz bom zdaj želim teč, ker želim kondicijo, vem, da je to zdravo, vem, da bom dlje živel, vem, da bom lažje delal, vem, da bom lahko šel po stopnicah v službi, to mi ogromno pomeni, vem, da mi bo težko in pač točno veš zakaj, ker pa boš težko tudi po enem tednu nehal. Druga stvar je, da si razdeliš ta cilj, ki bo recimo moj cilj, ne vem, maraton 20 km, ali pa recimo, če delaš vsak dan v službi, pa ti je cilj stanovanje kupiti, ne, ti boš po 4-5 plačah ne boš blizu tistega stanovanja, ne, in tudi po 4-5 tekih ti ne boš niti blizu 20 km in se ti to zdi toliko neumno, da si spet, zakaj to delam. Tako da jaz si vedno razdelim na zelo manjše nek paketke ciljev, ne. Tudi pri knjigi je bilo tako, jaz sem rekel, jaz bi napisal knjigo in pa sem pisal in sem videl tiste prazne papirje, nisem Word, imel sem 10 strani napisanih, sem si rekel, kaj je s tabo, ne, si v življenju napisal knjige. Potem si pa rečeš, jaz bi 3 poglavja, ne, ali pa jaz bi 3 km pretekel, ali pa jaz bi prešparil, ne vem, 500 evrov. Ne, in pol, ko ti to rata, si nekako nadaljuješ. In to, da veš, kaj bi rad, pa da si daješ vmes s tem, da vidiš svoj cilj, ne, se te motivira, rad bi tisto, ne vem, stanovanje, maraton, karkoli, ampak da vidiš tudi te pomembne procese po poti, to dvoje je nekaj, kar lahko zdaj iz glave izpostavim, da mi pomaga pri spremembi. Pa glavna motivacija in ti za neka stvar, trening, karkoli, neka addiction, neka obsesija je pa pol, ko vidiš napredek. Ne, ko ti greš teč, pa je 5 km zate tako, če si pa rečeš, evo, ne, zdaj pa se gradim. In sam do tja se moraš spraviti, potem pa že to naprej. Pri meditaciji je tako, ne, veliko ljudi prebere neko knjigo, pa reče, meditacija, to vsi delajo, jaz bom tudi. In pol tam sediš, neki ne veš točno, zakaj to delaš. Moraš točno vedeti, zakaj si se ti to odločil, katere stvari hočeš izboljšati, kaj verjameš, da boš iz tega dobil. Ker če ne boš ti sedel v tišini 10 minut, težko sedeti v tišini 2 minuti v tem svetu, pa ti mal telefon tam vibrira, pa neki tam piska, pa bi druge stvari delal, zgubljam čas in tako, ne, tako da ko pa začneš ti meditirati 1 mesec, 2 meseca in ko se ti usedeš na kavč in veš, da je to tvoj rešitev v tem dnevu, je tisti kavč, da tistih 10 minut v tišini, pa v bistvu ne nehaš več. Ne. Torej, na nek način bi lahko rekel, da si odmerjaš neke vrste digitalni detoks, ampak tako na redni ravni, ne? Z meditacijami, s časom zase in tako naprej. Tudi s časom, ki si ga vzameš za družino. Ne? Ampak mislim, da se digitalni detoks celo pojavlja zdaj kot turistični produkt. Ne? Dejansko se da iti v eno kočo, telefon pustiti nekje v enem nabiralniku in obljubiti, da se ga ne boste dotaknili nekaj dni. Ne? A ti misliš, da bi preživel recimo nekaj dni brez telefona? A veš, zelo zanimivo vprašanje, ker sem se jaz tako 3 tedne nazaj, jaz si kdaj rad tako kakšne izzive dam, tako čist take, da vidim malo, tudi kot nek socialni eksperiment, no, en zadnji eksperiment, ki sem ga naredil, je bil v povezavi z eno študijo o snežilkah, dobro, da najprej to končam. In sem rekel, da bi jaz probal, recimo, če lahko 2 tedna živim brez, ne bom rekel brez telefona, naj me pokliče, kdo me rab, ampak brez spleta, ne. In že ta misel mi je bila malce snobna, kar me je še bolj motiviralo, da mogoče probam, tudi zato, ker zdaj dejansko imam firmo, ne. Mislim, zdaj tudi delam prek spleta, dobivam pač ponudbe, dobivam vabila v knjižnice, dobivam maile, mislim, že od infekcijske dobim 6 mailov na dan, tako da mogoče bi mogel vsaj ta del pač služben vseeno gledati. In sem prav razmišljal, da bi bila to tako ena zanimiva izkušnja, da vidim, kaj se bo z mano dogajalo. Ker te študije, jaz zdaj, v bistvu knjigo, ki jo zdaj pišem, je malo bolj taka poljudno znanstvena in sem ogromno enih študij prebral tudi na temo teh piskov telefonov. In je bila ena skupina 220 ljudi, ki so en teden imeli vsa obvestila prižgana, notifikatione, vse, kdo je všečkal, delil, pisal, klical, vedno je zacinglal, vedno je zabrnel, vedno je. Pa naslednji teden so pa vse utišali, se pravi, ko si ti hotel, si vzel telefon, pa si ga odprl, pa si videl, kaj je novo, ne? Prej pa ne.
In so v tem tednu z obvestili so poročali zanesljivo o motnjah pozornosti, o tesnobi, o večji živčnosti, o beganju pozornosti. Ne? In jaz sem to naredil, ko sem to študijo prebral 3 tedne nazaj, to je še en nasvet, sem si utišal obvestila in že to mi je bilo težko. Ampak jaz sem opazil, da sem karkoli sem delal, v službi karkoli, ki je zabrnel, sem vsaj pogledal, kdo je, pa še ta pametna ura, kdo mi piše, kdo mi kliče. Ne? Sam da pogledam, sam da na hitro odpišem, ampak to ti vse za 3 sekunde ti vzame pozornost. Ne? In kakšna moč je, to psihologi definirajo kot dva tipa pozornosti, od defenzivna, ofenzivna. Ne? Ena je od spodaj na vzgor, se pravi iz okolja, novica, to, pisk, avto, tul, to. Druga je pa, da ti rečeš, zdaj bom se pogovarjal, zdaj bom pa pogledal telefon, zdaj bom pa, ne, in ko greš v to drugo, da si vtišaš telefon in si ti tiskar rečeš, kdaj ga boš pogledal, te to zelo, v bistvu na nek način razbremeni, ker evolucijsko smo pa mi navajeni, da iz okolice stimulusi nas potegnejo. Seveda, če je neki tam renčal, si mogel ti takoj pogledati, da te ne bo nekdo pojedel, ne, v starih časih, starih dobrih časih. In dejansko, zato te pač tisti avto, ki tul, pa ta telefon, ki piska tebi, nek stresen impuls da, ne, in zakaj bi se to pustil. Tako da, to je ena taka stvar in ta eksperiment, jaz mislim, da bom tudi naredil. No. Samo moram si še malo te parametre čisto opredeliti, ker recimo iz maila res ne bom mogel zginiti, no, vsaj službenega. Ampak tako mogoče, da telefon uporabljam samo kot telefon. Za 2 tedna bilo zanimivo. Ja, pač zdaj si govoril o teh obvestilih, notifikationih, ki jih ti dobivaš na telefon, ne? Ampak roko na srce si ti notification marsikomu zelo pogosto. Ne? Tako da dobivamo obvestila o tvojih objavah na svoje telefone in pač rade volje kliknem gor, ampak v eni od svojih objav si zapisal, da je v bistvu pozornost oziroma to, da nekomu prisluhnemo, največ, kar lahko, v bistvu največji poklon. Ne? A je v tem soju pozornosti kdaj vroče ali je tvoja energijska bilanca vedno pozitivna? Najprej navdušen sem, ker si po moje citiral že ene 7 mojih poant iz, ne vem, 2 let. Tako da ne vem, me očitno res hvala, zelo lepo spremljaš. To je ena stvar, ki sem jo poudaril in super si zapomnil in to je stvar, za katero zelo stojim. Se pravi, da to, da ti nekomu podariš svojo pozornost, je izjemno darilo. In to sem enkrat prišel v enem tečaju čuječnosti, ki je bil preko spleta enega učitelja v Ameriki, so o tem govorili, kakšno darilo je, ko ti nek človek da svojo polno pozornost. In jaz sem takrat še, se spomnim, par dni kasneje sem še razmišljal, pa sej ko kdo prije do tebe, pa me se noben ni tak, ne, da se zdaj mi pogovarja, pa bom jaz kar začel brati knjigo vmes, ne, valjda, ne bom tega naredil. Pa me je pa poklicala moja babica, ne, in se spomnim, ko sem videl, me kliče, sem bil tako, joj, ona se vedno hoče 5-10 minut pogovarjati, daj bom jaz spucal v hladilnik vmes, ne, in sem si dal tisto, zvočnik in to, in pa sem pomislil, pa čak malo, ne, a nisem točno o tem zdaj razmišljal, a veš, ona me kliče z nekim željo, ne, po nekem stiku, jaz bom pa pač tisti brokoli metal v koš vmes, ne, veš, tako, dejansko, da to prepoznaš in vidiš, koliko to pomeni tudi kot službeno, ne, koliko pomeni bolniku, če ga zdravnik res posluša. Saj mi imamo pač to neprijetno službo, da moraš daj pač tudi pisati vmes, ko ti on govori, da si pol zapomniš, kdaj. Ne. Ampak da daš nek vtis, da je zdaj on pomemben in pač seveda, ko jaz bolniku razlagam, sem vesel, če me posluša, to ponavadi ni problem, ampak to je blazno. Zdaj, ta pozornost, ki pa ti jo opisuješ, je pa spet ta nekako malo nevidna. Ne? Pozornost je lahko tudi slaba. Jaz sem se parkrat opekel na tej vročini, ki praviš, vidiš, da ko enkrat te posluša toliko in toliko tisoč ljudi, moraš paziti tudi na vse, kaj poveš, kaj pokažeš, kaj poslikaš, res imam stroga pravila in v službi nič ne fotografiram in tako no. Sem imel par takih manjših pretresov. Večinoma je pa ta pozornost zelo lepa, no, in sem zelo hvaležen, da jo imam. David, ja, hvala, ker je res prijetno. Sploh ne gledam na uro, tako da, pismo. A lahko ostanemo še malo čez 8 tukaj? Ko smo bili v Celju, je vmes, ko smo se pogovarjali, bil tisti pač zvočnik, pa je rekel nekaj, čez 5 minut zapiramo. Moramo iti, ali? Ne, ker potem moram pa začeti črtati vprašanja in to pač zelo nerad počnem, ker ponavadi, ne, pač,
ko sem prišel, je pač David tukaj sedel in izgledal, kot da je že nekaj časa tukaj. Ne? Jaz sem pa prišel točno 15 do, čeprav mi je bilo rečeno, da 15 do je pa res že lepo, da si ti tukaj in da že naredimo test z mikrofonom in tako naprej. Pač definitivno sem bolj kampanjski tip in ja, pač me je to velikokrat v življenju teplo, ampak po drugi strani si pa rad naredim gnečo v glavi, ker takrat se počutim najbolj prijetno, tako da ne vem, pač rad delam pod pritiskom, pa ti se mi zdiš, da tudi kar dobro deluješ pod pritiskom. Ja, jaz, ko imam veliko projektov, se zelo dobro počutim, ampak meni, kar mi propade, je te, kot sem rekel, stvari, na katere ne planiraš, kakšna povsem neprespana noč, kakšna bolezen, ker jaz vseeno večino stvari, ki delam, pač je nekaj, mislim, jaz delam intelektualno delo skoraj vseeno, nimam nekega produkta, ki ga izdelam in ko sem utrujen, ko sem neprespan, ko sem bolan, ne morem razmišljati in mi vse nekako začne se nalagati, ne morem tega spisati, bom kasneje, ne morem tega snemati, bom pol in takrat mi pol zagusti in takrat si pol očitam, ne, zakaj sem se za vse to zmenil, čeprav vem, da mi v normalnem dnevu daje srečo. Ne. Ja, v bistvu do zdaj še sploh nisem omenil Davidove knjige. Ne, napisal sem knjigo. Ja, David je by the way napisal knjigo, ne, ampak se mi je zdelo, da tisti, ki jo poznate, ki ste jo prebrali, pač verjetno ne potrebujete moje osvežitve ali pa da vam jaz zdaj vse, kaj tukaj vam berem. Tisti, ki je še niste, pa imate zdaj več kot dovolj razlogov, da se je lotite. No, pač ta Davidova pozitiva in humor pač preveva vsako stran in res je pač prijetno brati. No. Je tako hkrati lahko, pa zelo zgoščeno doživetje, tako da pač ena taka kombinacija, ki jo redko doživiš v literaturi. Tako da, ja, pač čestitke. No, ja, hvala, sem vesel, da ti je bila tako všeč. Ja, pač, upam, da si jo prebral sicer. Ja, lej, prinesel sem jo, tako da se sam odloči zdaj. Glede na to, da sem kampanc, ti lahko namignem, kdaj sem zadnjo stran obrnil, ampak sem imel na avtu takole še na sedežu. Je pa tako, da v bistvu, ja, pač bolj sem zvočni tip, ne, zato so me tvoji podcasti mogoče še za odtenek bolj pritegnili, ker vseeno si ti tisti, ki podajaš vsebino v podcastih in Človeški glas je res pač že teksture glasu lahko toliko enih čustev pa sporočil nosijo, ne, da je lahko sama vsebina zelo dolgočasna, ampak se, ne vem, kar tako povežeš, spoznaš človekom, če ga poslušaš, ko govori, je čisto nekaj drugega. Ne. Tako da ja, iz teh podcastov mislim, da imam še kar nekaj stvari za izpostaviti, pa ja, mogoče že to, no. Kaj je tisto, kar te je vleklo sploh v svet podcastov, da si se sploh lotil prvega? Ja, jaz se spomnim, ko sem sedel lani na morju, no, dopust sem imel, že itak sem rekel, funkcioniram super, če imam veliko projektov in pa sem prišel na dopust, ne, ko je bil cel dan frej in jaz sem bil tako, kaj naj zdaj jaz odprem, mislim, tovarno ali firmo ali kaj naj delam. In pol sem dal na Instagramu vprašanje, kaj bi lahko še, kaj bi vi gledali, poslušali sem malo, tako razmišljal o YouTubeu, ampak to je bil mega projekt, ker o montaži pa res ne vem. Noč mi je ogromno ljudi napisali podcast, ki jih jaz nikoli nisem poslušal in tudi se mi zdelo malo tako, kaj zdaj bo pa kar vsak nekaj, s tem imamo radio, kaj to rabiš, ne. Pa sem pa začel razmišljati, kako v bistvu na Instagramu vseeno jaz tako imam neke poudarke, ki so mi važni, recimo ta stvar s pozornostjo, to si po moje nekje videl, neka objava, ki je že zdavnaj šla mimo, kako pa imaš ti lahko podcast, ki je zelo formuliran, kako imaš neko zaključeno celoto, en je o pozornosti, en je o medicini, en je o meditaciji. Pa sem pomislil, koliko imam jaz enih zanimivih ljudi v življenju, ki bi bili fantastični gosti. In sem probal, sem rekel, bomo videli, da sem tudi ime umetnost lenarjenja, to je ime, ki sem ga želel dati moji prvi knjigi, ki sem jo začel pisati že dolgo nazaj in je ostalo pri pol strani, ker sem rekel, nimam časa, ne morem, ne znam, ne vem, vse je bilo narobe. Zdaj je poglavje v tej knjigi tudi umetnost lenarjenja in ta knjiga, ki se naj bi tako imenovala, bo najbrž moja naslednja, ime ne bo to, no, ampak sem do to ime podcastu. Pa kar me je motiviralo spet, če rečeva naprej, je bil odziv. Jaz sem spet mislil, to pač bo jaz odprl in bo in zdaj pač tisoče in tisoče ljudi posluša, dobivam predloga za goste, najprej sem, ne vem, 2-3 epizode na mesec
prva 2 meseca, pol sem videl, ni šans, zdaj je ena na mesec. In moram reči, da mi je to en medij, ki mi je rad ukrasen. Tudi, ko se jaz usedem tisti dan, ko snemam z nekim človekom, ki sem ga povabil, ker vem, da bo super pogovor in ima tiste mikrofone in jaz se toliko veselim tega pogovora, ker mi vedno on veliko da, jaz se pripravim pa to, ampak to, kot mi ta sogovornik, to si največ ti imaš izkušnje s tem veliko na radiju, ko imaš nekega sogovornika, ki si se veselil pogovora, imaš istočnice, pa on začne nekaj po svoje in si tako wow, in vem, kdaj velikrat med temi pogovori, ko snemam, si sam mislim, ko mi čakam, da to drugi slišijo, ko mi čakam, in potem tam skozi save klikaš na računalniku, ker itak misliš, da bo razgnali ti računalnik in boš vse zgubil, to je največji strah moj, boš po 1 uri rekel, aloh, sam še enkrat. Tako da zaenkrat se še ni zgodil. Je pa lepo tudi tako slišati, kot si zdaj ti mi povedal, da ljudem to pomeni. Ja, mislim, če jaz povem, kako jaz recimo uživam podcaste, pa mene je povleklo v ta svet pač to, da ne vem, že od nekdaj imam pač tako čudno navdušenje nad recimo vrstami v trgovini ali pa čakanjem pri zdravniku, ne. Pač recimo situacijami, v katerih si pač soočen z dejstvom, da boš moral nekje čakati, ne. To pomeni, da je nekdo namesto mene pritisnil na pauzo, ne, a veš. In takrat, ko pač ljudje v gužvi ratejo na cesti živčni, me pač ful zen, tako da res uživam. Res dobra analogija. No, in takrat se mi zdi, da je perfekten plet za podcaste, ne, ker pač moja glava je pač pripravljena na impulze, ampak spet podcasti imajo en tak prijeten tempo, ne. Ne vem, nisem še probal zaspati s podcasti, verjetno se tudi da, ne. Zdaj, če pač zberete takega, ki je malo manj zanimiv, pri Davidovem zelo verjetno ne boste zaspali, ne. Tako da, ja, umetnost lenarjenja res priporočam. Tudi ta format, pač nekaj čez uro 10, 15, ja, tako odvisno od epizode. Je res, se zdi tako, kam jaz zdaj tako en celo večer slepre poslušal, pa sploh nobene slike ni, pa tako, ne, ampak res, podcasti, v bistvu radijske oddaje na nek način, ki niso obremenjene s tem, da morajo zavrteti reklame, ne. Niso obremenjene s tem, da zdaj pa, ne vem, se je zgodilo to pa to v svetu in moramo tudi vas o tem obvestiti. Tako da je res en tak počasen radio, ki si ga vzameš takrat, ko imaš za to čas in pozornost in je res zelo fajn, no. Se pa tudi da hladilnik čistiti ob poslušanju podcastov, to sem pa tudi preveril. Absolutno, takrat nobenemu ne delaš škode. Tudi jaz si podcaste delim, če so uro pa pol, kdaj, 20 minut, jaz kolesaram v službo in tudi velikrat poslušam 15 minut na mojo smer. Čeprav vem, da sem zadnjič ne pa toliko te čuječnosti predavam, pa tako ne. Sem šel prvič ven s kolesom zjutraj, pa sem si še štimal, nisem si še prižgal, sem si še štimal slušalke in sem slišal, da v bistvu tam okoli naju na Viču se zelo ptiče sliši zjutraj. Tako, pa res lepo, pravlično, ne. Te viški ptiči, ne, to so čiste en tak. In sem bil prav tako, če kdaj tudi ne poslušam tega telefona, ne, in mi je bil prav prijetno vožnjo, no, ampak jih pa poslušam recimo jaz v avtu, zdaj ko sem imel tudi knjižne dogodke, kakšnih teh bolj oddaljenih Slovenskih Konjicah pa gor. Spet, kot si rekel, nekako, če ti je nekaj monotono, pa če tam je super, da nekdo drug date na pauzo pritisne, ker sami ne znamo zelo velikrat na pauzo pritisniti. In to je tudi ena ta stvar, ki je pri čuječnosti ključna, ta sprejetje trenutka in koliko te to razbremeni, ker si pri rdeči luči ali pa v vrsti in si tako, zakaj je vrsta, ko je vsaj ne bi bilo in koliko je ta vrsta problem in če je ne bilo, bi bilo svet lepši in ko pa rečeš, zdaj sem v vrsti, kaj lahko naredim, ti en ogromen kamen se odvali, tako da to sprejemanje okolice, na katero ne moreš vplivati, je zelo lepo. Ja, in v bistvu smo imeli zdaj nekih teh sprememb v naših življenjih, na katere res nismo mogli vplivati, ne. Ko jaz razmišljam pač o teh COVID letih, ja, sem dobil na nek način veliko časa in potem sem, tako ko sem pisal vprašanje, sem mislil pa Davido vprašaj, kaj pa on delal takrat, ne. Mogoče ga pa ne bi vprašal, ne. David je bil zelo zaposlen takrat, ne. Tako da, ja, vsi tisti, ki niste prebrali knjige, si kar poglejte, ker je zelo slikovito, kaj se je vse dogajalo. Je pa,
Ja, pač se mi zdi, da na nek način COVID pritisnil na to pauzo za cel svet. Ne? In vsi smo mislili, da pač tega gumba ni, ne? Ampak očitno je. Ne? Ja, in tudi že po nekaj tednih se je malo na naravi poznalo pomanjkanje človeka. Tako da bi bilo fajn malo kdaj ne na ta način dobiti pauzo. Ne? To je bil en zelo stresen in način, ki je veliko smrti povzročil, ampak tako, da bi se kolektivno malo stavili, to se strinjam. Zdaj, David, vse te tvoje objave so tako zelo prijetne za branje, ne? Tudi knjiga, ampak tako kot si rekel, se zelo zavedaš, da tvoje besede spremlja veliko ljudi, tudi kolegi iz stroke in tako naprej, ne? Pač zelo premisliš, ne? Kaj napišeš, vse je pač podkrepljeno z znanostjo. Ne? Zdaj ena tema, ki se pojavlja, ne vem, če je to zdaj ravno za najmen pogovor, ampak vseeno te bom vprašal, ker tako, ko si mi prej povedal, že ko smo se o pozornosti pogovarjali, pa v bistvu o tem, kako naši možgani lahko meljejo tudi ob odsotnosti neke namenske misli ali pa zavesti. Ne. Jaz sem vedno si to nekako slikovito predstavljal kot pač pristni pirat, ne, na spletu. Če ste že kdaj kakšen film prenesli, pa niste za njega plačali na spletu, ne, potem veste, o čem govorim. Ko smo zgodaj to delali, je bilo pač s takimi programi, ki so ti pokazali recimo neko grafiko, recimo, tisti film se zdaj počasi z interneta prenaša in boš pač obveščen, ko bo film prenešen, ne? Ker sem bil pač v tem vmesnem času nestrpen, neočakan in tako naprej, internet je bil še počasen, sem pač dal več filmov naenkrat prenašati. Ne? In potem si pač videl vse tiste filme, ki se prenašajo in si vedel, da enkrat jih boš pa imel, ne? Čez 3 ure ali pa jutri. Ne? Tako da ja, na nek tak način se mi zdi, da naši možgani tudi pač v zadju meljejo, ne? Sicer lahko piše, da bo čez 3 dni, ne? Pač izgleda res nedosegljivo, ampak enkrat se bo nakapalo. Ne? Ja, tle pa še ena analogija mogoče je pa v tem, da ko si do 2-3 je bilo kar naenkrat prvi počasnejši. In je trajalo dol, ker to je ena stvar, ki ljudje, to je to, ko smo spet na pozornosti, da multitask, bom zdaj več stvari delal, pa bom hitreje jih naredil, mogoče jih boš, ampak ena študija je bila, ki jo je ta HP firma velika sponzorirala nekaj let nazaj in oni so dokazali, da pri kompleksnih zadevah, če so ljudje imeli več zadev hkrati za delati, jim je tam 10 do 15 v povprečju IQ padel pri tej zadevi. Tako da lahko delaš več zadev, ampak če se boš eni res posvetil, je to mogoče kdaj tudi bolj pametno. Ta loadanje v ozadju pa možgani v bistvu delajo ves čas. Ne? Tako da hvala Bogu, da imaš neki točk rezerve, ne? Da še vseeno uspeš speljati vse te zastavljene stvari. David, prihajaš iz družine humanistov. Kako izgledajo vaši pikniki ali pa božične večerje? Kdo govori? Piknikov nimamo zelo veliko. Kdo govori, mislim? Ja, mislim, kdo pride do besede? Ja, tako imamo par ljudi v družini, ki so kar konkurenti na tem področju, ampak mislim, te srečanja, tudi družinska in vse, so zelo zabavna. Mislim, jaz tako, zdaj, ko sem vseeno večinoma nekako v strokah teh znanstvenikov, medicin, zdravnikov, to je čisto drugo, ko priješ k režiserjem, igralcem in tako, in je to čisto drug svet in to je moj svet na nek način, v katerem sem odraščal in ki je krasen. No. In tudi to, kdo govori in kako govori, ima tudi ogromno prednosti in tudi neka genetika, ki jo dobiš, ampak tudi recimo moj oče, ki je režiser, jaz sem se zelo, zelo veselil njegovega govora na moji poroki. Res, komaj sem čakal, ker on se je tudi poglobil, se je zaprl, je pisal, ti se razmišljal. In potem že mislim, že začel, ki je začel, je bilo prva stvar, ki je rekel, ki je prišel gor, je rekel, vedno sem cenil Davida v smislu za humor, odkar ima Ester, pa cenim tudi njegov okus. Sem jaz tako, sem rekel, evo, si že zmagal, ne, tako. Ja, oče ti je vračal kritično žogico tudi, kar se knjige tiče, ne? Ja, sva imela take zelo luštne dopisovanja, ja. Kako je, recimo, ne vem, če sem tako probaš slikovito uprizoriti, kaj to pomeni, ne vem, a mu je bilo že od začetka vse všeč ali tako? Večinoma mu je bilo zelo všeč. Res, on je, spomnim se tega najbolj famoznega stavka, ki mi je napisal v mail, če ta knjiga ne bo uspešnica, vem zelo malo o literaturi. In sem si tako mislil, pismo, ne mi zdaj tle tega govoriti, ne, da nam je smel kakšnih pričakovanj. Zelo mu je bil všeč slog, način pisanja, komentarji so bili zelo minimalni, ne, v smislu tle, recimo, kaj manjka, tukaj ni čisto jasno, ali pa to še malo razvleči.
tudi par stvari sem črtal, takih zelo minimalnih z njegovo pomočjo. Predvsem je pa to nek tako zrcalo, ker on se je bolj vedno zelo razpisal, ne, tudi neko tako celo podobo mi je dal, da mi je tudi mogoče povedal, zakaj je važno to, kar delam. Ne. In tudi pri tej drugi knjigi, ki jo zdaj pišem, ker imam mogoče še več dvomov in še več strahov, ker najprej, ko je ta ratala tak boom, sem imel blazno motivacijo, pa me je začel skrbeti, ne, da je malo previsoka letvica za to, da še kdaj kaj napišem, in sem mogel malo prek sebe. In da sem si rekel, ne bojo vse iste, ne bojo vse ista tematika, isti način, isto sprejete. Ne. Tako da to, da ti nekdo tako zelo podrobno analizo tvojega dela poda nazaj in da ta analiza pokaže, zakaj se mu zdi to pomembno, ti da pol motivacijo za naprej. Tako da to je tako zelo prijeten del ustvarjanja. Vsak, ki pač prisloni pero ob prazen list papirja, si verjetno že od začetka predstavlja na drugi strani nekoga, ki pač te besede bere. Ne? Tudi ti imaš verjetno neko sliko v glavi, oziroma si jo imel takrat, ko si pisal. Kdo je tvoja, če tako rečeva, ciljna publika takrat? Jaz sem v bistvu s to knjigo nekako, čeprav nikoli nisem razmišljal o tem, a bo uspešnica, a bo res veliko ljudi prebral, sem pisal večinoma stvari, za katere sem si zelo želel, da bi čim več ljudi prebral. In o naši službi, in o tem, kaj je medicina, kaj je zdravnik, kaj je bil ta virus, cepiva, to, mislim, nekak kontekst epidemije v Sloveniji, v kliničnem centru, naše delo. In vem, da sem imel ene par poglavij, tudi konkretno tisto o umiranju, ki sem jih, ko sem končal prebral in sem si rekel, jaz bi res rad, da to veliko ljudi prebere, res si želim. In ko začne nekako, ko je začela se toliko prodajati in ko gledam te številke, ker nekaj je količina prodanih izvodov, drugo je pa, kar si ti tudi rekel, ena knjiga, ki jo en kupi, kroži, knjižnice krožijo med sabo. Mislim, prebrali jih je dosti več kot teh 16,000, ki se jih je prodalo. In dejansko to mi daje tako blazno veselje, pa sploh, ko v službi še kdo pride, kakšen sodelavec ali pa kdo pa reče, to si res super. Ena sestra mi je eno zadnjih teh feedbackov, ko sem jih dobil, je prišla mimo slučajno in je rekla, da mi mora reči, da se podpiše pod čisto vse, da je vse res, razen tisto, ko sem napisal, da nisem pisatelj v uvodu. Tako da mi je bil tak res lep feedback. Tako da je, mislim, po drugi strani, ne, je pa moj nasvet za koga, ki piše, pa tudi zase, zdaj sem mogoče stoje, da ko pišeš, nekako piš tako, da je tebi všeč. Ker to, koga si ti predstavljaš na drugi strani, naredil vso razliko, ne, in ljudje so različni. Če si boš predstavljal mogoče enega zdravnika, enega duhovnika, enega starega, enega mladega, enega, ne vem, enemu bo mogoče zelo všeč, enemu manj, in to zdaj, koga si ti predstavljaš, bo naredil tebi nek stres. Tako da predstavljaj si ti to knjigo kot nekaj, na kar boš ti ponosen, na kar boš ti lahko zdaj čez 30 let, če napišem še 7-8 knjig, bo ta vedno moja prva in ne bom takrat rekel, takrat sem res bluzil, to sem neki tam se zafrkaval. Tako da stojiš za tem, kar si napisal, ker to ni blog post, ne, to ni Instagram objava, to ni nekaj, kar gre čez 2 tedna mimo, pa vsi pozabijo. To je v teh kobis nekih sistemih, ki sploh nisem vedel točno, kako delujejo do zdaj, in to je zavedno in nekako piši tako, da si sebi zvest, ker konec koncev ti boš nekomu všeč, nekomu pa ne, se tak je svet. Ja, ampak vseeno, prej si tisto letvico omenjal, ne, in tvoji profesionalni kriteriji, vsaj v tisti tvoji klinični službi od tebe pričakujejo pač nezmotljivost. A je to halja, ki jo lahko potem enostavno slečeš, ko enkrat prideš recimo skozi domača vrata? Ja, naša služba je malo specifična, ne? Ker jaz ti lahko takoj povem, da noben od nas ni nezmotljiv. Jaz sem naredil v svojih 5 letih eno tako bolj resno napako in takrat sem imel hudo krizo in takrat sem se pogovarjal z eno specialistko, ki mi je rekla toliko zanimivo stvar in je rekla, David, take stvari se dogajajo vsakemu, ne smejo se zgoditi nikoli, ampak vsakemu se bojo. Tako da v resnici si tako, vem, da se to nikoli ne bi smelo zgoditi, ampak vem, zakaj se je, vem, da sem bil utrujen, vem, da nisem to pozabil, vem, da ne moreš biti nezmotljiv. Je pa ta nekak ideja je seveda taka, ne, da moraš za čisto vsakega bolnika, ne glede kako se ti počutiš, koliko si utrujen, koliko si karkoli, moraš narediti pravo odločitev, ker za njega je pa to ta edina odločitev, ki je konec koncev važna, in to jaz prenašam na Instagram in v knjigi tudi za te strokovne zadeve absolutno želim
želim stati za tem svojim imenom in tako kot si rekel, da je to strokovno podkovano, da je seveda znanost se spreminja, razvija in tudi COVID recimo, kaj smo vedeli čez 2 leti, kaj vemo zdaj, nismo vedeli takrat, virus je drugačen, vse. Ampak ja, zato tudi veš, da zdaj malo, itak slej ko prej želim tudi se izkusiti v leposlovju in to, kar sem nekaj tudi že pisal, sem ti povem kar malo zadihal, ko sem pisal tam nek lik in je bilo vseeno, je on padel, a ni, a je zdravnik, a je hišnik, karkoli sem hotel je bil, ne. Tle moram toliko zagovarjati, ne, tako bilo je toliko pa toliko primerov, pa bilo je tis, pa ni bilo. Tam pa ne vem, v bolnici je bil nek virus, se je razgnal, ne, jaz sem šef, tako da ta fantasy svet, fiction bom še pisal, no. In je tako en čist drug svet svobode čaka. Prav neke kreativnosti si imel tudi, ne, kar se tiče teh podatkov iz bolniških postelj, ker vseeno imena si pomešal, pa lastnosti, vsaj to, ne. To je tak del, ja, seveda. Tudi noter so anekdote, ki niso tudi moje, pa je drugih izkustev in to. Moram ti reči, da pa, ja, recimo, če bi pisal konkretno o Zambiji kot leposlovje, ne, kaj se dogaja enemu zdravniku tam, je čist drugo kot to svojo izkušnjo. Sicer tam nimam tega prešarja, da mora biti vse čist, ampak mi je v resnici brez veze pisati leposlovje o Zambiji, če imam svojih izkušenj dosti za 2 knjigi. Iz vidika teh bolnišnic je pa mogoče tudi ne samo iz te knjige, tudi veš, naši izvidi, odpustnice, vse tam pa res mora biti vsak stavek pravilen. In če pišeš nek medicinski thriller, kar konec koncev bi enkrat rad napisal, je pa to noro dober občutek, ker ti si ustvarjaš te bolezni, ki jih imajo in zakaj jih imajo in tam ti ni treba paziti, kako spoštljivo pišeš, ker itak si izmislil te zdravnike in se lahko skregajo in postrelijo in vse, ne. Tako da dejansko, kakor želiš iti globoko, lahko greš. Tako da je pa, moram ti reči, da se mi zdi to še ta trenutek zame težje pisati, no. Zdaj imam toliko enih izkušenj v sebi še, neka siva cona 2, če tako rečem, tudi bo nastaja in to želim izživeti in pisati, pa naprej. Pa boš podal pač svoji domišljiji prosto pot, čisto. Ja. Pa bom pa začel pisati zase. Se to je tudi že zelo uživam, no, v tem, kar delam. Ja, ampak na nek način se čuti, ne, da pač čutiš neko odgovornost, ne, do družbe, da daš ta dokument, ker si pač na tem mestu, da lahko to narediš, ne. Znanost se mi zdi, da ima na splošno pač eno veliko zagato, ne, zato ker se neprestano zaveda tega, da je lahko jutri pač dokazano drugače, kot verjamemo danes, ne. In znanost, pač znanstveniki na splošno se mi zdi, da redko nastopajo samozavestno, ne, v javnosti, ker moraš potem tik pred nastopom pogledati tisto stvar, ki bom zdaj povedal, še drži ali ne, ker nekako se čuti, ne, ta skromnost, ker veš, da vseeno tvoje znanje ni večno in se mi zdi, da ja. To je ljudi zmotilo tudi med covidom, se mi zdi, ker te nasprotniki ukrepov, cepljenja, vsega so nastopali blazno samozavestno. Oni so imeli vse pogruntan po 3 tednih pandemije. Nek zdravnik je pa govoril, ja, to smo vedeli, mogoče ni tako, ja, mogoče maske, zdaj vemo, da ne. In pa so bili, kaj zdaj, a mi bo on govoril, ali on, ki prodaja tiste praške, pa ve vse, ne. Nekako, to je bila mogoče tudi posledica tega, da v vsakdanjem življenju nimamo toliko stika s tovrstno komunikacijo, ki bi med drugim se meni zdel, da bi jo mogli tudi kakšni politiki prevzeti, ne, da rečejo, ne vem še vsega, zakaj sem pa tudi jaz kriv, mogoče, ne, ampak ta trenutek vem to, stojim za tem in tukaj imam te članke znanstvene argumente, lahko me citirate, ne, in pol čez 3 mesece reče, napaka je bila, informacija ni bila prava, moja napaka, pardon, in če bi to ratalo samoumevno, ne, se mi zdi, da bi bila komunikacija bolj na nivoju in bi bili tudi ljudje, vsi mi bolj navajeni. To, da ni treba, da imaš vse pogruntan, da si ti v bistvu tiska. Boj se človeka, ki ti da vse odgovore na pladnju, jaz vedno rečem. Bolj verjem tismu, ki malo pomislim. Ja, ampak vseeno pa se mi zdi, da tudi nekaj bi se še dalo narediti na tem, ker komunikacija je le veščina, ne, oziroma neke vrste mišica, ki jo lahko natreniramo. In nekje si verjetno v svojem podcastu omenil, da je na medicinski fakulteti en predmet, ne, oziroma pri študiju medicine en predmet, ki ga nihče ne jemlje resno, ne. Ja, res je. Predmet sporazumevanja je v 1. letniku in takrat vsi študenti so, kaj sporazumevanje, to pa jaz znamo, ne, da ime uči kirurgijo, da ime tako, ne. Pa
prideš iz zdravnika in moraš poklicati nekoga domov, moraš nekomu povedati, da ima raka, mislim, pa si rečeš, kje je ono sporozumevanje. Jaz bi imel še 2 leti to z veseljem. Ne. Tako da recimo družinski zdravniki specializaciji pa imajo to. Oni se učijo prav z igrami vlog. Vem, ker sem tudi jaz igral enkrat tega bolnika in dobiš kot igralec, ti dobiš scenarij. Ne. Jaz sem bil recimo en, ki je bil blazno jezen, ker se niti ne spomnim, ker mi niso dvigovali telefona ali nekaj. In pa sem imel prav napisan, kako sem jezen in če zdravnica me posluša, se zderem in sem pol bolj miren, če me prekine, sem še bolj jezen, če mi to. Ne. In pol ti nekako prideš, ona igra zdravnika, jaz igram pacienta in se to učijo. In mi dva izigrava in pol pač drugi specializanti in mentorca to pokomentirajo in to je blazno dobro. Imajo svašta, imajo stik z agresivnim pacientom, sporočanje slabe novice, tako različne scenarije, ki jih delajo. In se mi zdi, da bi to lahko bilo v bistvu za vse specializacije, je pa še vedno tu nevarnost, da bi malo cinično pa z zadržkom ljudje to imali. Še ena tema, ki mi je zanimiva, je to v bistvu, kako se pacienti zavedajo oziroma koliko vejo recimo o svojem stanju ali pa svoji bolezni. Ne. Slišal sem že specialiste, ki se ukvarjajo pač s pacienti, ki imajo kronične težave, da pač včasih pacient dejansko postane praktično specialist, ker je toliko časa soočen s tem svojim stanjem, da ves čas študira in spremlja, kar se dogaja. Ne. Ampak dobro, če lahko sodelujeta, torej zdravnik in pacient na ta način najbrž ni nič narobe. Ne. Ampak vseeno pa je pa tendenca marsikoga, ko pač kaj ne štima tako, kot bi moralo, ne, da tako kot pri avtomobilu, ko nam brisavc gre, pač pogledamo na Google ali pa na YouTube, kaj je treba narediti. Ne, in potem analogno tudi zase, ker nimamo časa na hitro, ne, pa ne bomo zdaj klicali zdravnika, ne, pa itak se ga ne da dobiti, ne. No, ne bo o tem, ampak torej ja, koliko je teh nekih Google bolezni, ki jih mogoče ljudje ustvarijo sami doma, med kolegi si, ki izmenjujete te zgodbe? Mislim, ne, ker niso ponavadi toliko, bom rekel, zanimive. No. Velikokrat kdo pride pa pol vpraša, a ne bi še pogledali ta test, a ne bi še pa. Kdaj je tudi čisto smiselno vprašanje, pa rečeš, bomo to v naslednji fazi, to tisto. Ampak tukaj sta, mislim, da 2 skupini. Ena je ta, ki enostavno ima neko diagnozo dolgotrajno in si o njej zelo prebere veliko in to je zelo spoštljivo, zelo priporočljivo in tudi lažje se pol pogovarjati s tem bolnikom in voditi tazga bolnika. Eni so pa te, ki si rekel, da samo na hiter nekaj googlaš. Ne? In seveda, če te zaboli glava, ti Google reče, da imaš tumor. In tukaj zdaj ti rabiš neko distanco in znanje, da veš, ja, lahko je tumor, ampak koliko procentov šans je, da je to, koliko je pa nek tenzijski glavobol, ki ima vsak tretji človek na svetu. In to googlanje simptomov je lahko problem, sploh če si nagnjen k anksioznosti, ker te bo ponavadi povzročil tesnobo. Ampak temu nismo imuni nihče. Mislim, jaz recimo nisem pediater, ne vem veliko o pediatriji in vem, ko smo imeli COVID in je tudi moja, takrat je bila 6 mesecev stara punčka, dobila COVID, jaz sem pač šel googlat, ne, in sem bral, seveda tam, ti pa če odpreš nek dokument o bolezni, ti bo vse pisal, ne, ti bo pisal, večinoma je blag, lahko umre, večinoma, tako, in to moraš ti kot zdravnik nekako prebrati in pol si izoblikovati tudi znanje, koliko je kaj pogosto in kako bo šlo, če si pa ti emocionalno upleten. Ne? Jaz sem takrat sam tisti stavek videl, lahko tudi umre in pa sem bil čist gotov, kako to mu mislijo, lahko tudi umre. Hočem, da mi napišejo, vedno je vse v redu, ne, na tistem članku in seveda to ne more napisati. In pol sem klical eno našo pediatrinjo in mi je ona pol malo konteksta ponudila. To je ta najlepši del naše službe, da imaš te stike shranjene. Ne. Vem, ker sem enkrat se udarila grozna buška, te otroci imajo tako buško, da misliš, da bo umrl, te prestrašite tako. In sem klical to pediatrinjo, pa sem rekel, pa rekel, daj mu hladiti. Sem rekel, pa če mi ne pusti, da gor in pa mi rekel, pa namaši z maslom, ne veš, take fore. In pa je imela pač tle puter, tako čez, ampak deluje, mislim, pa jih hladiti isto buško, tako da take luštne situacije. Jaz sem zelo vesel, da se dobro razume z našimi pediatri na infekcijski, oni so res zakon. Jaz zdaj vidim, da so v bistvu že malo čez 8 šla, a lahko še malo si provoščva, ne? Mislim, če imaš čas. Ja. Ne, vem, da ga nimaš, tako da se ti upravičujem. Si ga bom vzel. Ne, ampak se mi zdi, da je nekaj še zanimivih tem, ko bi si jih res vsaj na hitrico rad dotaknil. V bistvu srednja šola je bila že zate eno tako igrišče. Ne? Večina ljudi, ko govori o svojih srednješolskih izkušnjah, je tako, pa tam smo, pa pa vedno je bilo nekaj narobe, hormoni so pač špricali na vse strani, ne, pa načeloma, ko potegneš črto, ne. Sem pa na YouTube nekje videl
tvoj klic v srednjo šolo nazaj, ne? Ja, ti si pa res vse Temeljit. preveril. No, ampak res si se lepo zahvalil tako profesorjem, ne, ki so te nekako vodili skozi to obdobje ali pa ti dali, ne vem, nekaj za prihodnost. Mislim, res lepo je bilo to videti. No. Kaj je bilo zate srednja šola? Jaz sem srednjo šolo imam en tak odnos. No. Jaz tam sem mogoče kar zelo hitro malo tudi tako odrasel, dozorel mimo te neke uporniške faze, da sem začel zelo spoštovati svoje učitelje in videti, kaj mi nekako vračajo, in nekako tudi takrat sem bil še mogoče bolj seveda dezinhibiran in sem tudi s tem humorjem, ki sem ga izražal, ni bil nikoli vzet tako, kot, da bi me kaj kaznovali, ampak je bil sprejet kot del mene, so ga vračali zelo. No. Vem, naš profesor za matematiko je bil zelo tak, no, on je enkrat rekel, predstavljajte si Goljata, če je David tak, ko sem stal pred tablo z 2 metroma višine. Taka situacija. No. In na koncu potem sem tudi zaključil zelo na taki lepi noti, potem, ko smo imeli Zambijo, odpravo sem šel predstavljati to odpravo nazaj, šli smo tudi s parimi sošolci pozdraviti, mislim, tako res to, kar si rekel, ja. Moram reči, da tudi ni mi bila pa toliko stresna šola spet, ker vem, da moja žena je bila tam blizu, jaz sem bil na Šentvidu, ona je bila na Škofijski in je rekla, da je bilo skoraj toliko stresno kot medicinska fakulteta, to učenje in izpiti in vse, in dejansko pač meni se ni zdel tak pressure, obenem si pa lahko še vedno dobil, ne, zlati maturant, če si hotel, ne. Tako da sem bil hvaležen tej izkušnji in tam sem tudi začel razmišljati prvič o medicini, ne vem, če je bilo to povezano prosto šolo, ampak zdelo se mi je, da imam dovolj časa, imeli smo en super krožek filozofski, kjer smo pa dramsko skupino naredili, tako da ja, in tudi ta klic je bil zelo lep, no, ne vem sploh točno več, mislim, da sem imel neko nastop po covidu takrat in vem, da se je pač par mojih teh učiteljev priključili in tudi ena moja učiteljica za geografijo je prišla že na 2 dogodka, pa na knjižni sejem, pa tako, no, smo kar prijatelji, no. Ja, cilj srednje šole oziroma gimnazije je pač pripraviti mladega človeka na to, da vstopi na to, ne, na pot iskanja znanja, ne. Pač idealno bi bilo, da ne vem, v 4. letniku nekako približno vemo, kaj bi radi v življenju počeli, ne. Zdaj moji 3 začeti faksi različni pač govorijo nekaj drugače, ampak ti si očitno, več kot očitno stopil na pravo pot, ne, ker ja, medicina se mi zdi pa res, da zahteva celega človeka, ne. Ni dovolj, da ti lahko hitro računaš, da se lahko odločaš brez, kako bi rekel, da se lahko res odločaš, ne vem, optimalno, ne, ampak moraš biti res človek do pacientov in sodelavcev in tako naprej. In sploh ta tempo, ki ga imate, ne, ti praviš, da delaš, ne vem, tudi po 70-75 ur na teden, ne. Ja, to je res. Medicina zahteva celega človeka in ko se odločaš za ta študij na gimnaziji, ti mogoče to celo daje en dodaten zagon, ker si misliš, kako je to kul. Če tako pomisliš v te serije, pa to tisti zdravnik, ki je tako mal, že razmršene lase, pa še vedno bo ostal v službi, pa bo tam spal, pa po noč bo enega rešil, pa bo prišel domov, pa bo sam pojedel solato, pa šel brati članke, pa tako si misliš, wow, kakšno življenje, kakšno poslanstvo. Poje malo drugače, ko to začutiš, sploh ko dobiš družino. In takrat je nevarnost, da boš nehal, ne? In takrat se moraš spomniti, da mislim, ti se moraš, to kot sva rekla prej, zavestno odločiti, zakaj boš meditiral v teku, moraš se odločiti, da si zdravnik in da pač ne boš mogel vsak dan ob 3:30 spustiti službo, pač boš mogel doma dvigati telefon, če te kdo kliče iz službe, boš mogel kdaj nazaj, boš mogel zamuditi kakšen božič, boš mogel zamuditi veliko noč, novo leto, ne boš mogel biti toliko z hčerko, po noč te ne bo. In to, če tega ne sprejmeš, boš živčen doma v službi in boš, da delaš kaj drugega. No. Tako da to je težko, res je težko in jaz najbolj vsega, kar bi rad spremenil v službi, seveda ne moreš tega spremeniti, da bi bil recimo vsaj vikende in vse praznike z družino. Ampak pol nekako vidiš, da to se tudi nikoli nisi vse praznike v službi, pa tudi takrat, ko si, pol je nekako razpoloženje je drugačno, če je Silvestrovo, tudi pa tako, jaz sem bil zdaj 3 Silvestrova, se mi zdi, ali 2 se mi zdi, no, v službi in je neka posebna izkušnja, no, tako da obenem imaš občutek, da je to nujno, ne, če bi sam delal za neko firmo, pa bi mogel prijeti ob nedeljah, da bo un šef imel več denarja, vse se mi zdi, da bi me manj motivirali, kot tam, ko priješ, vidiš polno urgenco, si rečeš, ajde, nekdo more, ne, tako da. Mogoče en namik, ne, prejšnji božič smo imeli en koncert in sem
pa se odločil, da bom svojo familijo povabil, tako da, ne vem, ti verjetno ne moreš na dežurstvo povabiti svojih. Tako da, Ne, veš, ampak se odločil za to pridejo pot. pa, veš, so že hodili tudi kakšni mali otroci, pa partnerji, pol tam do kavomata, pa so kakšno kavo skupaj spijemo, pa tako ne. Tako da sem videl že sodelavce tudi, pa pridejo na obisk ali pa prinesejo kakšno potico, pa pol malo posedijo. Tako, če imaš čas, je to čisto v redu. No. Na infekcijsko sicer malo slabši občutek, koga povabiti, sploh zdaj v tem času je bilo nemogoče, si mogel tam mimo unih treh Vaša varnostnikov. kavarna ni tako popularna. Ne? Trije varnostniki, ja, veš, vsi so neka dokazila kazali, ti pa tako, ne, on je z mano, ne, kao, pa te čudno gledajo. Tako da, ja, rajš se doma vidimo. Če se čisto na kratko še vrnemo k tisti točnici prej, da pač tvoje zdravniško poslanstvo zahteva celotnega človeka, ne, ampak v idealnih pogojih bi imeli same take zdravnike. Oziroma, ne bolj kot to zdaj, ali so vsi zdravniki res to, kar bi bilo fino, da so, bolj vprašanje, mogoče nekega tega umestnega prostora, ki se je ustvaril med pacienti pa zdravniki in definitivno pač obstaja. Zdaj en del tega, zakaj je tukaj neka distanca, je verjetno res tam komunikacija, ne, o kateri so prej govorila, ampak vseeno, kako bi se tega lotil. Ti se mi zdi, da izstopaš ravno zato, ker si zdravnik in ker si zelo dostopen. Ne. To je, tudi če so vsi tvoji kolegi dostopni, je nekako splošno prepričanje, da niso. Ne. Kako recimo ta nek strah pred belimi haljami ali pa kako se tega loti, da se ta komunikacija, ne vem, izboljša? Ja, se veš, ljudje smo vsi zelo različni po karakterih, tudi in zdravniki in bolniki. Eni se tudi bolniki zelo težko razgovorijo, eni se preveč, eni nočejo nič povedati, drugi bi vse. Zdravniki so eni, ki mislijo, moram nastopati bolj strogo, da bom izgledal resen, drugi se hočejo zelo povezati. In tukaj se mi zdi, da je tudi ta seveda parameter, da ko priješ zdravnika, si ponavadi v stiski, pa v bolezni, pa ti ni prijetno, pa te že itak nekaj skrbi. Ampak se mi zdi, da je ta dostopnost zdravnika in to, da pokažeš, da si tudi ti človek, da je en velik korak naprej tudi v tem času, ko v bistvu o zdravnikih praktično bereš samo na novicah o stavkah, pa o čakalnih vrstah, pa o slabih zadevah in zgleda, kot da smo res nek ceh zaprt v uno stavbo, ki hoče denar, pa nič ne bi delal. Pa, ne. In to, da ti pokažem, tudi to sem s knjigo želel, nekako odpreti naš svet, da mi imamo tudi dvome, kdaj ne spimo, kdaj nas skrbi, kdaj nam je blazno težko, kdaj se bojimo, tudi mi googlamo, kdaj simptome, ne, tudi pacientov, ne samo svojih. In dejansko pač smo ljudje in temo se tudi eno drugega tako obnašati. Seveda, to je obojestransko, absolutno, ne, napake se delajo tudi na obeh straneh. Težko je tudi, ker ta sistem je zdaj tako napet. Preobremenitve so grozne so in premalo kadra in pol je, ko si neprespan pa zadelan, je dosti težji biti človek, moraš pa pač nekako vedno stremeti k temu. No. No, če si nalijeva čistega vina, tudi ti si zdravnik, ki popoldne fuša, ne, privat, tako da. Res je, hodim na dogodke, predavam. S to frazo, mogoče za konec ena zanimiva anekdota, da si nalijeva čistega vina. Po noči imel en kolega dežurstva na urgenci, ga je klicala ena zelo jezna hčerka od enega bolnika, ki ga je odpustil domov in ga je začela, ne, zakaj ste to, zakaj niste to, zakaj ni v bolnici, in potem je on bil jezen, se pa tudi razburil nazaj, ne, je bil tudi čisto že zmatran, in je rekel, zakaj pa vi niste že celo popoldne zanj nič poklicali, ne, in je rekel seveda, naliva si čistega in potem je dojel, da je on v službi in ipak ne more reči vina, in potem je rekel, naliva si čiste kave. Tako da, mogoče to je ena fraza, ki bi jo lahko prevzel. Evo, David, mislim, jaz imam vprašanj še zelo veliko, ker tudi tvoji odgovori so bili taki, da sva pač zvrtala z vsakim vprašanjem še eno tako novo temo. Zdaj pa imamo dve možnosti, lahko jih nastreljam, pa ti hitro odgovarjaš. Lahko pa rečemo, da se mogoče še kdaj dobimo, pa pogovorimo. Ena stvar, ki sem opazil, pač, ko sem iskal tvojo knjigo, je, da je ni v e-obliki, ne? Čeprav ti bereš na bralniku, samo če se ne motim. Je v e-obliki zdaj, ampak je na tej MK Plus aplikaciji. Ni v Kobo Storu pa Kindle. Mladinska knjiga ima svojo aplikacijo in zdaj na to isto aplikacijo prihaja še zvočnica. Se lih snema. Ker sem v nadaljevanju tega
hotel predlagati. No. Mislim, če iščeš koga, ki bi ti posnel audio knjigo. No. Ja, Lej, če je že narejeno, pač prosti. Ja, se mogoče za naslednjo zmenova. Ja. Naš radijski glas, to so mi iz založbe so mi predlagali že in se že snema, je pa en igralec. Aha, ok, fino. Pa zdaj mi je ušlo iz glave, mi je zelo žal. Kaj čmo. Ne bo užaljen, da ne bo obeh delov delal, ne? Ja. Zagotovo mu ne bo hudega. Zdaj, tako kot sem prej povedal, tem je pač res ogromno, tako da večer bi lahko Z veseljem trajal in še kdaj trajal. pridem. Ja, Se še po kdaj moje dogaja. najbolj, da narediva eno piko ali pa vejico. To, kot si me ti analiziral, imaš pravico, da še enkrat dobiva. Še nikoli me ni noben. Ja, pa vmes se boš Kaj si kakšno rekel, še vprašanje nikoli dobrala. nobena istočnica se začela. V srednji šoli je bilo pa tudi živahno. Ne? Sem rekel, pa odkje si ti vse to zvedel? Ja, ne vem, David, no pač na nek način imam občutek, kot da so prijatelja, veš, tako da če mogoče ti tega še ne čutiš. Ta del odnosa na moji strani se je že razvil, tako da. Ja, hvala vsem, ki ste prišli, no, očitno pač delite ta občutja z mano in pač vidite Davida kot nekoga, ki dela fine stvari s pravim pristopom. Njegova knjiga, ja, pač če boste prišli do nje, pač vam priporočam, da to naredite. Pa če jo imate slučajno s sabo, jo pa David z veseljem podpiše, mi je prej povedal. Tako da to je to, imejte lep večer še naprej. Hvala. David, hvala. Ne? Ja, mokro roko.